vsi zberemo v prijateljskem vzdušju in se spomnimo na našega pesniškega velikana, dr. Franceta Prešerna. Še 160 let po njegovi smrti nas druži njegova kulturna zapuščina. In prav mi se lahko štejemo za srečno generacijo, ki je doživela tisto, o čemer je Prešeren s svojimi somišljeniki le sanjal. Svobodno državo, kjer se govori in piše slovensko. No, pa da ne bomo zgolj samo govoričili o tem, predlagam, da v našo sredo povabimo samega dr. Franceta Prešerna. Dan. Dr. Prešeren, dobrodošli. Veseli me, da ste se vzeli čas in prišli sem gor nad Kamnik. Hvala lepa za tako prijazno dobrodošlico. Človeku kar prija, da pride iz mesta na svež zrak. In tukaj v Zgornjih Palovčah se odpira prelep razgled daleč naokoli. Čebelo Ljubljano lahko ozrem, kot bi jo imel na dlani. Ampak gospod doktor, vi ste bili navajeni velikih mest. Že kot mladeniča vas je pot vodila na Dunaj, kjer ste študirali pravo. Na Dunaj sem odšel leta 1821. Takrat je bilo cesarsko mesto za mladega fanta povsem nekaj novega. A kljub sijaju in blišču in zanimivemu študiju me je prvo leto odmočilo domotožje. Spomin me je uhajal na srečno drago vas domačo. Srce mi je zaigralo ob mislih na zasnežene vršace, gričke, Bled s prelepim jezerom. Vso to podobo raja. No, prav na Dunaju pa ste začeli tudi svojo pesniško pot, ko ste svojim prijateljem razkrili, da pišete pesmi. Menda pa cenzor Kopitar ni bil ravno navdušen nad vašim pesniškim ustvarjanjem. Od Jerneja Kopitarja sem si na začetku morebiti preveč obetal. V presojo sem mu izročil zvezek svojih pesmi, nato pa upal in se bal, kaj poreče. Pa me je naš cenzor odpravil, češ, naj svoje pesmi še nekaj let pustim v miznici, nato pa naj jih upilim. A sem večino pesmi na to uničil. No, pa vendar ste ustrajali in nekatere pesmi objavljali tudi v Kranjski čbelici, kot na primer Slovo od mladosti, Soneti nesreče, Povodnega moža, ne nazadnje pa tudi Zdravljica. Zdravljica je šla v zadnje zvezku Čebelice, revolucionarnega leta 1848, napisal pa sem jo že kar 4 leta prej. Povej, kaj v tvojemu snupcu, a koliko jih že imaš? Ja, no, ja, tale ta sosedov Luka, ne? Pa Matic. A ta tudi za ta pogleda? O, Marija. No, pa, Kdo še? no, pa še en doktor. Doktor! Ja. Z mesta. Ja, kakšen pa je? Ja, postav, lej, tamle me čaka. Tale je. Ti, meni se zdi, da je tale mihno pristrzate. Ja, pa v tole gvantah hod. Ja, to imam pa cel teden take gvante gor. Koga? Cel teden nostah imaš te gvante. Čisto prav, doktor. Čisto prav, doktor, ja. Samo, kakor ga gledam, glih mrd, pa tudi ni več. Ja, no, Res je, ja. sej se nam zdaj oporočiva. Sam, Ne. dokler mi bo pa rožce nasu, da pa še porajtam. O, ti lisica! No, brškneva s to. Ne pa, koga bo. Doktor, ti jezični doktor, kaj postopaš ti za mano? Ne pripiram se z nobenim, da bi peljal mojo pravdo. Ni umrla teta moja dekle staro, da bi doktor mi opravljal po dedinju bogato. Sem premlada, da bi pismo ženitvansko se pisalo. Doktor, ti jezični doktor, kaj postopaš ti za mano? Ne zameri, cvet lepote, dekle drago. Naj tako ti mirni dnevi, Bog ti živi, teta staro. Je v 16. mislim leti, se ženiti še prekmalo. Da te ljubit ni prezgodaj, tvojimi pogledi pravijo. V pravdi ne želi peroti, ali srce le zate ožgano, ki želi v ljubezni služiti. Brez pokoja to za mano, to za tabo, vodi mi poglede, misli in noge z močjo neznano, kodr hodiš, cvet lepote,
Žlahtna roža, dekle draga.